Kaj, ste rešili? Je šlo? Komaj sem našla svinčnik. Dobre, bo šlo. Gremo. Prva naloga. Od zneska 30 evrov plačamo še 20% davka. Koliko moramo plačati skupaj? Se pravi, mi moramo še nekaj davka plačati, 20% na to dodano vrednost. Nas zanima, koliko je zdaj teh 20% od naše celote. Se pravi, prva naloga. Radi bi izračunali 20% od 30 evrov. Najprej koliko bo, ne? Če se spomnite, to takole. 20% je 20 stotin, od je krat 30. Gremo naprej. Pa lahko rečemo x, ne, če to pravzaprav iščemo. Tole lahko pokrajšamo, tele ničle in dobimo 6 je x. Ali pa če date 20 krat 30 deljeno 100. Pa bi tudi mogli priti 6. Se pravi, 6 evrov je toliko, ko še moramo plačati davka. Plačamo izdelek plus plačamo davek. Se pravi, 30 evrov plus 6 evrov je skupaj 36 evrov. Koliko moramo plačati skupaj? Skupaj moramo plačati 36 evrov. Noro, ne? Gremo dalje. Pri plačilu računa 15 evrov smo plačali še 0,3, tole če vam je zmanjkalo, evra takse. Koliko procentov znaša taksa? Je taksa. Taksa je drugo ime za davek, ne. Tako da, neko dodatno pač finančno sredstvo še moramo dodati. Nas zdaj v bistvu zanima, tole smo vse plačali, plus še tole smo plačali in koliko procentov od tegale je zdaj naš izkupiček. Se pravi, nas zanima, koliko procentov, tam ko rečete, koliko date x procentov od 15 evrov je 0,3 evra. In od zdaj naprej ni več treba preveč razmišljati, ker imamo nastavljeno vse skupaj, samo gremo x namesto procentov so stotine, namesto od je krat, 15 je 0,3. Da pridemo do 0,3, pomnožimo z 100, x krat 15 je 30, potem imamo pa 15, delimo s 15 in x je 2. Naj vas nekaj še sam opozorim, ne 2 evra, ampak 2%, pardon. Tule so se naloge kar precej lepo izšle, za leži 2. To se ne bo na testu dogajalo, ne, ker si sproti izmišljujem naloge in včasih so pač decimalne številke, ki so prav tako lepe in žlahtne. Je pa res, da se pa potrudim, da ni 2,3 človeka, da se tako ne zgodi, ne, se pravi, ali pa recimo, ne vem, koliko je belih krav, pa pol pride 2,5 krave, ne. Teh nalog, da se živo bitje seka na pol, se pa res izogibam. Denar pa sekam na pol. Okej. Dobro. Se pravi, naš odgovor je, pri plačilu računa smo plačali 7,3 evra takse, koliko procentna je taksa? 2% je naša taksa. Takole. In tretja naloga. Kakšno je število x, če s povečanjem tega števila za 20% dobimo 35. No, tale naloga je pa zdaj prišla ravno prav, da svojo poanto razložim, da tisti križni račun je v takih situacijah precej delikaten. Se pravi, mi imamo število x. Damo x, kakšno je število x? Če s povečanjem tega števila, se pravi, da vzamemo plus, ker ga povečamo, ne, in moramo zdaj, kaj moramo prišteti? 20% od tega x-a moramo prišteti in potem mi to veselo dobimo 35. Ne?
Se pravi, če mi hočemo dobiti 35, moramo vzeti število x in ga povečati, to število x, za 20%. Pa dajmo zdaj tole pretvoriti v račune, da nimamo tega zapisa. X ostane x plus 20% od. To je še vedno 20 stotin od je krat x je 35. Tukaj le lahko zdaj pokrajšamo tele dve ničle in mogoče tole celo spremenimo v decimalno številko. Se pravi, imamo zdaj to je x plus 0,2. X je 35. To je 1x plus 0,2 x je 1,2 x je 35. Ker je tukaj le krat, delimo z 1,2 in dobimo x je 35 deljeno z 1,2. Kalkulator 1,2 in x je 29 1,666, tako da bomo na 2 zaokrožili. Kaj je že bilo vprašanje? Kakšno je število x, če s povečanjem tega števila za 20% dobimo 35? Evo ga, odgovor je 29,2. Tako, dobro je. Zdaj tale ceno blaga bomo malo preskočili, ker se nam mudi, da spravimo v neke začetne minutaže in pa v bistvu je že pozno popoldne. Ugotovili ste pa, da cena glede na prvotno ni enaka, kljub temu, da se je 20% dvignili pa 20% spustili. Tole peto bomo še pa rešili. In sicer za poklicno maturo se je 66 oseb odločili za tuj jezik, 56% pa za matematiko. Koliko je zdaj vseh teh dijakov na šoli? Več se jih je za matematiko, to me že veseli. Zdaj, 66 je del oseb, ni celota, ne? 56% je pa delež. Samo ta del ni enak temu deležu. Zdaj pa vseh celota, ne, je 100%. 100%. 66 oseb, to je tista drug del od 56%. To pomeni, da če mi hočemo dobiti kakšen delež je teh 66 oseb, moramo reči, 56% je bilo za matematiko, se pravi 100% minus 56% dobimo delež tega dela 60 oseb. To je 44%. In zdaj mi vemo, da je 44% od vseh, ne, od vseh je 66. Zdaj, da ne bomo vseh pisali, lahko damo x, ker pri matematiki imamo radi ta x. In zdaj to zapišemo. 44 stotin namesto od je krat, vseh je x, je 66. Zdaj smo pa tam, ne? Imamo eno takole enačbo krat 100, dobimo 44x je 6600, delimo za 44, pa dobimo kalkulator, ne? Deljeno 44, verjetno se bo pa išlo, super, 150. 150, ne? Tu je že prav, da dobimo celo število dijakov, da nimamo, ne, 150 pa pol dijaka. Čeprav mogoče nekateri toliko špricajo, da jih štejemo samo za pol, ampak ne bo, ne. Saj tudi, če so izven šole, so taki. Evo, to je bila pa zdaj tale naloga iz procentov. Ko greste v trgovino, pač imate kalkulator zraven in ne puste se jim, ne. Zahtevajte popuste. Tako, to je v tej potrošniški družbi precej pomembno, da se za sebe povlečete. To. Zdaj pa še grem sama malo nakupovat, pa se vidimo, ne.